V Levici nismo med tistimi, ki bi zagovarjali fiskalna pravila, nasprotno, ves čas smo jim nasprotovali, prav tako nismo med tistimi, ki ob vseh teh zgodbah opozarjajo predvsem na dolg. Mi smo absolutno na stališču, da država mora med krizo voditi tako imenovano ekspanzivno fiskalno politiko, torej ko se gospodarstvo ustavlja, ko imamo krčenje produkcije BDP-ja, upadanje zaposlenosti, poviševanje brezposelnosti, mora država intervenirati z višjo državno porabo. Prav je tako. Ampak treba se pa vprašati dvoje. Ali je ta poraba smiselna in ali na srednji rok prinaša pozitivne učinke. Zdaj, če smo se v prejšnjem desetletju lahko česa naučili, je tole. V prejšnjem desetletju po krizi 2008 so v Evropski uniji še veliko več škode od same finančne krize, ki je izbruhnila v letih 2007 in 2008 na obeh straneh Atlantika, povzročili varčevalni ukrepi, v katere so prisilili zlasti evropske države. Varčevalni ukrepi, ki so jih takrat izvajali, najprej so z milijardami evrov reševali banke, potem pa računi stavili ljudem. Isto zgodbo smo lahko spremljali pri nas. Najprej je prišlo reševanje bank, vse skupaj je v parih letih zneslo 5 milijard evrov, približno to kot covid kriza. Temu pa so sledili varčevalni ukrepi, se pravi na račun socialne države, na račun najrevnejših, celo vdove so izgubile vdovske pokojnine in tako naprej, je bilo pa treba te luknje v proračunu krpati in tam so nastale politične težave, ki jih v Evropi spremljamo še danes in tam je konec koncev nastalo izgubljeno desetletje. Treba je poudariti, da se številne države po tem tretmaju niso pobrale iz krize niti do covida. Takrat je bila še vedno približno v krizi Italija, pa Grčija in tako dalje. Skratka, iz te zgodbe so se v Evropi na srečo nečesa naučili. Tokrat Evropska unija ni pristopila na način, da bi krizo enostavno zgrnila na ramena držav, ni pristopila na način, da bi rekla, naj se vsaka država znajde po svoje, ampak so se odločili za drugačen pristop. Evropska centralna banka garantira odkupe državnih obveznic. Šlo se je v obsežne programe pomoči v borbi proti gospodarski krizi, ki je bila sočasna s covidom, in državam so na voljo povratna sredstva, nepovratna sredstva in poceni krediti. Če primerjamo z podatki izpred desetletja, v letih 2012 in 2013 se je Slovenija zadolževala tudi po več kot 5-odstotni obrestni meri, za leto 2020-2021, ko je Evropska unija vodila drugačno politiko, pa je bila tehtana obrestna mera za slovenski dolg 0,18 odstotka. Se pravi, pod inflacijsko stopnjo in v taki situaciji se v Levici strinjamo, da je bilo več kot smiselno iti v ekspanzivno politiko, več kot smiselno najeti dolg, ampak problem pa je, kako se je ta dolg porabljal. Kot sem rekel prej, treba ga je gledati skozi dva kriterija. Prvi je, kakšni so njegovi kratkoročni učinki, drugi pa je, ali na srednji rok gradi odpornost prebivalstva in države na bodoče krize. Tukaj pa vlada pogrne na obeh kriterijih. Za covid bomo vse skupaj dali, za covid ukrepe, približno 5 milijard evrov. Podatki pa kažejo naslednje. V letu 2020 smo bili po povečanem primanjkljaju v Evropski uniji na 4. mestu, po padcu BDP pa smo bili kljub temu 10. Se pravi, 4. po tem, koliko smo povečali državno potrošnjo, 10. po tem, koliko nam je kljub temu upadel BDP. Kar nas ne sme preveč čuditi. Vlada je recimo za dodatke v javnem sektorju, covid dodatke v javnem sektorju, do zdaj zapravila kar 900 milijonov evrov. Najbolj podjeten kirurg si je od tega izplačal 70 tisoč evrov, kar bi lahko recimo v bolj smiselni porabi v raziskovalnem sektorju pomenilo zaposlitev 2 mladih raziskovalcev za celo leto. Vprašljive so državne pomoči.
Vlada je v nasprotju s tem, kar smo v Levici ves čas opozarjali, da je treba garancijske sheme za podjetja nastaviti pogojno, se pravi sredstva pogojevati s tem, da delovna mesta tudi zares ohranjajo, razdeljevala sredstva brezpogojno. In posledica je bila, da smo zaradi tega v najbolj skrajnih primerih, če pogledamo podjetja Safilo ali pa Adient, videli celo, da so lastniki pobasali državne subvencije, nato pa umaknili proizvodnjo iz Slovenije in za seboj pustili več sto brezposelnih. In konec koncev treba je spomniti na to, da smo kljub tej enormni državni porabi, vse skupaj bomo govorili o 5 milijardah evrov, prvi na svetu po okužbah s covidom. Kar ima seveda tudi nekaj s tem, da, kot je bilo že prej upozorjeno, so se prezračevalniki namestili na Ministrstvu za obrambo, nimamo jih pa v šolah ali pa v domovih za starejše. In v naslednjih letih se bo treba vprašati potem, koliko denarja se je izgubilo s korupcijo. Še vedno obstaja neraziskano, kako so se kupovale maske, kako so se kupovali ventilatorji, kako so se kupovali in se še kupujejo testi in hitri testi. Je pa ena stvar jasna, ko se vprašamo, kam je šel denar, bomo videli, da so se prihranki slovenskih gospodinjstev na bankah od avgusta 2020 do avgusta 2021 z 22 milijard evrov povečali na 24 milijard evrov, se pravi premožnejšim gospodinjstvom, tistim, ki lahko varčujejo, ki ne živijo iz rok v usta, se je med covid krizo nabralo za 2 milijardi evrov prihrankov. To tudi nekaj pove o tem, koliko smiselna je bila ta poraba.